Priprave na oglarsko kopo so letos trajale kar nekaj mesecev. Največja težava je bila zopet pridobiti drva, ampak smo potem po nekih dobrih ljudeh, ki še obstajajo, smo dobili te drva. Odvoz zahtevnega terena, priprava in zlaganje drv so terjali svoj čas, svoje so dodali še epidemija in vremenske neprilike. Vse skupaj je bilo letos bolj čuden, ampak smo se z skupnimi močninami to ratali. Postavitev in prižig kope sta vnovič potekala pod budnim očesom oglarskega mojstra Martina Juršiča. Je v tej kopi malo manj kot lani, je tam 30 do 35 metrov drv, so v glavnem same bukove. Mislim, da bo za kakšen teden, 10 dni bo to dogorelo. V skladu z oglarsko tradicijo je čas prižiga kope pripadla nežnejšemu spolu. Praviloma so oglarji moški, ampak tako kot po vseh drugih stvareh, pri ženske roke ne gre. In nam pač pripada ta čas, da samo kopo prižgemo, potem so pa oglarji tisti, ki dežurajo dneve in noči ob tej kopi, da se skuha oglje takšno, kot je potrebno. Koliko oglja lahko pričakuje? Ja, tukaj približno 3 do 3 tone pa pol. Upam, da bomo v tem primeru ogljenarji, da ne bi bili slučajno kakšni pepelarji. Izkupiček od prodanega oglja bodo, kot vsa leta doslej, namenili v dobrobit vasi. Pred 2 letoma so tako denimo opremili 13 gasilskih omaric v vasi. Vendar nam je smo bili ukradeni tudi, tako da nekaj omaric gasilskih je čez par dni bilo praznih, tako da moramo ponovno to zadevo nazaj nafilati. Ostalo pa, kot vidimo, tele imamo en objekt za dokončati. Ta jim bo gotovo prišel še kako prav. Zloganski oglarji se torej tudi zato nadejajo dobre prodaje.